Dober večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Ukrajinska vojna traja že leto dni. Ruski napadi ne pojenjajo, ruski predsednik Vladimir Putin pa je v zadnjih dneh večkrat izjavil, da se ne namerava umakniti, še več, Rusija je izstopila iz dogovora Novi start. O tem in še več nocoj s nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča, človekom, ki se mu je pred nekaj dnevi iztekel tretji zaporedni mandat pri Komisiji za mednarodno pravo pri Organizaciji Združenih narodov. Z nami je zaslužni profesor dr. Ernest Petrič. Dober večer. Večer. Gospod Petrič, najprej se dotakniva zaključka vašega tretjega mandata. Zadnji je bil morda še posebej zanimiv, ker je bil leto dni daljši zaradi korona krize. Na koncu pa je prišla še ena, in to je bila ta ukrajinska kriza. Ko gledate zdaj na ta zaključen mandat, kako učinkovita je komisija sploh lahko bila pri spogledovanju, recimo temu, z iskanjem rešitev te krize, ki je tam nastala? Gospod Svetina, seveda, hvala lepa za vabilo. Zelo veliko bi se dalo govoriti o tem, ampak kot vedno na televiziji je čas omejen. To moje sodelovanje v tej komisiji, v katero sem bil trikrat izvoljen, moram reči, da praktično drugič in tretjič skoraj da za največjim številom glasov, drugi po številu glasov sem bil, ki so me izvolili, države so me izvolile. Volijo te ad personam, ne kot predstavnika države, ampak tebe kot strokovnjaka. Tvoja država te sicer predlaga, ampak ti tam nisi predstavnik države. To ni neko mesto, ki gre avtomatično v naši državi. To mesto dobiš kot recimo na mednarodnih sodiščih, če uživaš dovolj ugleda, da te države izvolijo. To je bil lep čas. Ukvarjali smo se pravzaprav s tistim, čemur bi lahko rekli vladavina prava na mednarodni ravni. Po drugi svetovni vojni so se zavedale države, da je treba nekaj storiti. Mednarodni odnosi so bili vedno bolj intenzivni. Mednarodno sodelovanje je tako rekoč začelo posegati na vsa področja človekovega življenja in dela. Vse to je treba regulirati z mednarodnim pravom. Ergo, treba je na nek način državam pomagati, da bodo to pravo razvijale in ga kodificirale. Kodificirale pa pomeni to, da bodo zapisale tisto, kar sicer že izhaja iz ravnanja držav kot mednarodno običajno pravo. Mednarodno običajno pravo pravzaprav ima pa eno hibo. Ni zapisano in seveda, če neko pravo ni zapisano, lahko takoj razumemo, da so težave vedno, kadar se ga uporablja. In naloga te komisije je študirati ravnanje držav, prakso držav, ki je temelj mednarodnega prava. Mednarodno pravo pravzaprav odraža voljo držav, njihovo pripravljenost, da neka pravila sprejmejo, kajti nek skupen interes je, da vendarle sobivamo v neki urejeni skupnosti. In zdaj v ta prostor je postavljena komisija, sestavljena iz 34 članov, iz vzhodne Evrope so lahko 3 člani vsakokrat. Voli jih generalna skupščina po posebnem postopku za kvalificirano večino, generalna skupščina Združenih narodov. Imajo visok tretmat, uživajo rang, kadar so na delu pri komisiji v Ženevi, rang pomočnika generalnega sekretarja Združenih narodov in se ukvarjajo, med letom študirajo stvari doma, predvsem prakso držav, potem pa tam skušajo uskladiti svoja stališča. In naj povem, to so gospe in gospodje, spoštljivi, veliki strokovnjaki, vsi na nek način tudi nagnjeni temu, da je treba mednarodno pravo vendarle ohraniti ne v kaosu, ne v položaju, ko bo odločala pravica močnejšega, ampak ko bo vendarle eksistiral nek pravni red. In v teh 15 letih, v 3 mandatih, bil sem tudi predsednik te komisije, v teh 3 mandatih samo enkrat smo odločili z glasovanjem. Drugače smo vedno odločili s konsenzom. Ampak, dr. Petrič, ko gledate teh 15 let, se vam zdi,
da je vedno manj pripravljenosti spoštovati mednarodno pravo med temi najmočnejšimi, ki imajo možnost uporabiti silo, ali ne? Oziroma, kakšen je danes v luči tega oboroženega spopada sploh še pomen mednarodnega prava? Glede, odgovor na to bi bil seveda lahko zelo obširen in kompleksen, ampak takole na kratko. Mednarodno pravo se seveda krši, kot se krši vsako pravo. Nekatero bolj, drugo manj, ampak ravno tam, kjer gre pa za neko velika nesoglasja interesov, se pa marsikdaj krši. Smisel vsakega prava je, da določa mejo med pravnim in nepravnim. Tako da že sama ideja prava nosi v sebi možnost kršitve. Ker če kršitve niso možne, prava ne rabimo. Zato imamo pravo, da nam pove, kdaj smo ravnali v skladu s pravom, kdaj nismo ravnali v skladu s pravom. Zdaj pa, mednarodno sodelovanje se vedno bolj razvija. Vse dejavnosti človeštva so tako rekoč danes internacionalne. Vse to ureja mednarodno pravo. Letalski promet, pomorski promet, zdravstvena vprašanja in tako dalje, trgovino, finance in tako naprej. Vse to se spoštuje. To se pravi, ogromen del mednarodnega prava se spoštuje. So pa neka področja, ker pa pridemo do nekih, bi rekel, zahtevnih vprašanj, ker se soočajo, včasih konfliktno soočajo, neki temeljni interesi držav, tam so pa kršitve tudi pogoste. In tak problem je recimo vprašanje miru in varnosti, ampak ob vsej nemoči mednarodne skupnosti, ob vsem nespoštovanju mednarodnega prava, kršitev prepovedi agresije strani ene od strank zapletenih v ukrajinski vojni. Zločini zoper človečnost, ki se dogajajo, vojni zločini, ki se dogajajo in še vrsta drugih sporov, je jasno, da imamo tu upravka z eno državo, ki se je kot država, od katere se pričakuje posebna odgovornost, ker ima tudi posebna pooblastila, stalno članstvo v varnostnem svetu, Ruska federacija nekako dovolila, da je pravzaprav se zapletla v agresijo, ki je nedvomno zločin po mednarodnem pravu zoper neko drugo sosednjo državo. Ne glede na vse napake, gospod Svetina, Ukrajina je lahko storila kakšno napako. To je tako, veste, kot da bi šel vi zvečer v park na sprehod. Tam bi pa prišel nek rogovilež, pa bi vas napadel. Ljudje bi pa rekli, kaj pa je hodil zvečer v park, napake dela. Ali pa bi celo rekli to, kar sem slišal zdaj v kontekstu Ukrajine, naj se pogovori tisti, ki je napaden, z unim, ki ga je napadel. Ali pa celo, ni treba pomagati napadenemu, pomagati, naj se dogovorita. Lepo vas prosim. Moram reči, zakaj tole pripovedujem? Ker sem par dni nazaj zavzel neko, bi rekel, negativno stališče do neke izjave, ki so jo zelo ugledni Slovenci, ki jih zelo cenim. Ja, morda je prav, da tole pojasniva gledalkam in gledalcem. Gre seveda za pismo intelektualcev, ki je znova prišlo v javnost. Med njimi sta dva podpisnika, tudi dva bivša predsednika Slovenske Republike Slovenije, dr. Danilo Türk in Milan Kučan, ki sta ravno to nekako nagovarjala Slovenijo pa Evropo, da je čas, da se strani usedeta za skupno mizo in se pogovorita. Ampak gospod Petrič, zdaj smo to razumeli, vi temu nasprotujete na način, kot se ga tukaj skuša nekako prodati, ker je ena stran napadena, ena stran je evidentno agresor, pa vendarle, zdaj ves čas poskušajo ti intelektualci, to je mislim, da že drugo njihovo pismo, to javnosti predstaviti z argumentom, da se drugače pa ne bo dalo rešiti tega konflikta, ker saj Zahod zalaga Ukrajino z orožjem, ampak Putin bo vztrajal. Veste, če se mogoče vrnem na tisto, kar sem hotel reči, jaz cenim pobudo teh gospodov in gospa. Ta pobuda temelji na njihovi želji po miru, da se svet obvaruje nekega širšega konflikta. Jaz to željo seveda še kako delim, ampak težko sprejmem, da se zato, da bi se zagotovil nek mir. Prej sem govoril o vas, ki vas nekdo napade v parku. Zamižimo pa rečemo, sej oba sta na nek način kriva, pa naj se zmenta pa tako ne. To nas ne pelje nikamor. To nas pelje
v zanikanje pravzaprav temeljnih odgovornosti vsake države, ki jih imajo, še posebej pa velike sile, tiste, ki določajo tok mednarodnega življenja. Tudi praksa, veste, kmalu bo stoleto tega, ko je nek veliki državnik, Chamberlain, mahal, ko je prišel iz Ženeve, iz Minhna, na angleškem letališču, tu vam prinašam 100 let miru. Takrat so izdali Češko. Češko jo razkosali, mislili, da bo pa Hitler zadovoljen in bo odšel. Ne. Leto dni zatem smo bili v svetovni vojni. Tako da popustiti agresorju, sprejeti to, da neka močna država zoper šibkejšo lahko silo nekaj uveljavi. Kljub temu, da je ta šibka mogoče kakšno napako naredila. Vsi delamo napake, tudi države delajo napake, nesprejemljivo zame. Zato ob vsem spoštovanju teh gospodov, ki so se odločili, da so aktivni v tej situaciji, se je treba biti aktiven, ampak sprejeti to, da na nek način iznačimo napadalca, zločinca po mednarodnem pravu, za žrtvijo, to je pa zame popolnoma nesprejemljivo. To pa ne kot človek, ne kot profesor mednarodnega prava, ne kot nek strokovnjak, ki mi priznavajo že skozi delo v International Law Commission, da o mednarodnem pravu nekaj vem. No, se dali ste dobro istočnico, ne? Rusiji se verjetno na nek način popušča že vrsto let, ne? Če se spomniva invazije na Gruzijo, pa če se spomniva priključitve Krima, tukaj je mednarodno pravo pogrnilo. Ni pogrnilo mednarodno pravo. Pogrnile so države, ki to pravo ne spoštujejo. Ne? Če recimo nekdo krade, goljufa, davčne utaje, pa tako naprej, to ne pomeni, da je pogrnilo pravo. Pogrnila je družba, ki ni bila sposobna to preprečiti. Tisti, ki naj bi to pravo ščitili, varovali. In to je zame ta velika zgodba, velika tragedija. Rusija je del evropske civilizacije. To je neka država, ki je bila skozi 200-300 let eden od pomembnih dejavnikov. Od, če hočete, napolovnih vojn naprej in tako naprej. Ruski car je prišel pred 200 leti na kongresu v Ljubljano kot eden od glavnih akterjev evropskega reda. Država je izjemno pomembna in šla je po poti, ki je pravzaprav pot v rušenje mednarodnega reda, mednarodnega miru. Če je kaj temelj sodobnega mednarodnega reda, je prepoved uporabe oborožene sile v mednarodnih odnosih. Samo z 2 izjemama. Nobene druge izjeme ni. Če za uporabo oborožene sile da pooblastilo varnostni svet, ali pa kadar gre izrazito za samoobrambo, zoper neposreden napad. To akcija, kakorkoli jo že imenuje gospod Putin, v Ukrajini ni. To je agresija, nažalost. Delovali ste tudi v ZDA, pa poznate tamkajšnje razmišljanje. Eden izmed očitkov Zahodu je, da je Amerika sprovocirala to vojno. Ne? Kako vi gledate na takšne očitke, ki tudi prihajajo od zelo uglednih pravnikov? Vede, pri številnih vprašanjih se gotovo soočajo interesi teh velikih, ki v tem novem obdobju, tu so ZDA še vedno, ne? Rusija, Kitajska, te veliki akterji, morda bo še kdo drug, Indija zraven, ki pravzaprav nekako dajo osnovni ton mednarodnemu življenju in tudi imajo glavno besedo pri urejanju mednarodnih zadev, zagotavljanju mednarodnega reda. Ne? Zato sem toliko bolj, kako bi rekel, nejevoljen, prizadet, žalosten, da država, ki se je izvila iz desetletij nekega avtoritarnega, grobega režima, totalitarnega, stalinizma in krenila potem na neko pot, recimo počasno pot, v smeri demokratizacije, spoštovanja človekovega dostojanstva, počasi gredo te stvari. Tudi pri nas ne gredo lahko in gladko. Rusija še veliko teže, ogromna in tako naprej. Da je pravzaprav ona zdrsnila v to, recimo obnavljanje nekega imperija, obnavljanje neke vladavine enega velikega naroda nad drugim in je potem se posledično znašla v položaju, ki ga nikoli nisem pričakoval in ga ne privoščim.
2-krat se je v zadnjem letu glasovalo o tem vojaškem posegu v Ukrajino. Jaz mu pravim, s polnim prepričanjem agresija. Če je kaj agresija, je to agresija. 2-krat. In Ruska federacija, ta velika država, s to svojo tradicijo in tako naprej. Ostali so tako rekoč sami. Ne poznam primerov, da bi bila ena država tako osamljena v generalni skupščini, kot so bili oni. 4 države so jih podprle. In to katere? 2-krat. Ko se je zahtevalo, da prekine s tem, ko se je obsodilo njihovo agresijo in tako naprej. Belorusija, Sirija, Severna Koreja in mislim Eritreja. Nobena druga država. Tudi Kitajska, tudi Indija so se vzdržale. Zaveznik Srbije, recimo. In tako naprej. Ne? Tako da, to je na nek način zame tudi pravzaprav tragedija za Rusijo, za ruski narod. Rusija zgublja s tem, kar se tam dogaja. Rusija postaja ne tisto, kar bi človek želel, da ne bi bila. Eden od stebrov, če hočete, tudi evropskega reda. Ne. Ampak vse tisto, kar se pravi, Ukrajina zahteva za NATO pa podobno. Ja, gledajte, gospod Svetina, številne države hočejo v NATO. Tudi mi smo se, kako naj rečem, pred leti prerivali in želeli v NATO. Zakaj? Že Sovjetska zveza nekajkrat je intervenirala v druge države in te intervencije niso bile nekaj, kar bi človek pozdravil, daleč od tega. Čeprav so trdili, da grejo ohranjati socializem, na Madžarsko leta 56 s tanki, na Češko letih 68, 69 spet s tanki in tako naprej. Ampak nikoli niso prestopili črto NATO. Tisto, kar je bilo izven NATO, tam ali pa v okviru njihovega lagerja, kot se je temu reklo, so intervenirali. In tudi zdaj. Intervencija v Osetijo na Kavkazu. Intervencija v Pridnesterje, v Moldovo. Intervencija na Krim. In tako naprej. In zdaj tole. Ne? V nobenem primeru pa preko črte NATO. In človek za to razume. Države, kot so Estonija, Latvija, Litva, kot je tudi na vse zadnje bila Ukrajina, Poljska, Moldova in tako naprej, da želijo v NATO. Ker mislijo, da je to neko zagotovilo varnosti, ki jih varuje pred tem, da bi veliki medved zamahnil za svojo šapo. Ampak kljub temu, da lahko človek to oceni kot napak, kljub temu, da lahko človek reče, da to ni prava politika, to v nobenem primeru ne da drugi državi pravico, da jo napade. V nobenem primeru. Če se zdaj fokusirava na vlogo varnostnega sveta v današnjem času, ko je Rusija stalna članica in ko ta svet obstaja zato, da bi zagotavljal nek globalni mir, da se nikoli več ne bi ponovila druga svetovna vojna, pa smo zdaj v bistvu zelo blizu nekemu večjemu konfliktu. Sicer po letu dni, tu ste vi dejali na predavanju, zadnjič ob zaključku vašega 3. mandata, da ne verjamete več, da bo to preraslo v globalni konflikt, pa vendarle me zanima, kakšna je sploh še vloga varnostnega sveta z Rusijo kot stalno članico? Tudi to je zelo kompleksno vprašanje, ki bi zahtevalo kakšno uro pogovora. Po drugi svetovni vojni ne smemo pozabiti, da je OZN nastala kot zavezništvo. Kot zavezništvo in Organizacija združenih narodov je bila organizacija zmagovitih zaveznic zoper nacifašizem v drugi svetovni vojni. Kot taka iz tega išla in zmagovite sile v tej vojni, drugi svetovni vojni, velike sile, te, ki nosijo temeljno odgovornost za mednarodni mir in varnost, gotovo, ne? Imamo velike države, velikane, ampak one nosijo predvsem glavno odgovornost za mir in varnost, so nekako takrat, ko so to se dogovorili, varnostni svet, 5 stalnih članic, ki imajo to veliko odgovornost. Zmagovite v drugi svetovni vojni. ZDA, Sovjetska zveza, Kitajska, Francija, Anglija. Ne. To je bilo pred malo bo 100 let.
takrat one imajo za to, da lahko to odgovornost upravljajo, tudi neko posebno pooblastilo. To je odločanje v varnostnem svetu. In ker se je pa smatralo, da je njihovo soglasje temeljni pogoj za mir in varnost v svetu, se je uvedel tudi pravica veta, kot temu rečemo, to, da lahko varnostni svet sprejme nek sklep samo, če mu nobena od teh 5 ne odgovarja. Tudi praktično, iz praktičnih razlogov. Recimo, da bi sprejel varnostni svet nek sklep, ki bi šel kontra temu, recimo kontra Ruski federaciji. Kako bi se ta sklep uresničil? Zelo veliko tveganja bi bilo, a bi uporabili silo, da ta sklep varnostnega sveta uresničimo. Ne? Tako da tu je neka siva cona, ki kadar ni soglasja teh velikih, ampak človek bi pričakoval, da soglasje bo vsaj v tako pomembnih vprašanjih, kot je vprašanje agresije, ne? Da bo skupno, pa ga ni bilo. Rusija je takoj na začetku krize svojim vetom blokirala varnostni svet. Verjetno takrat niso razmišljali, da bi bila stalna članica varnostnega sveta nek agresor, ki bi kršil mednarodno pravo. Gotovo. Takrat leta 1945, ko so to osnovali, ne, v Dambrtanovku, pa že prej na Jalti in tako naprej, ne, so verjeli, da bo po zmagi nad nacifašizmom svet 5 stalnih članic zmagovitih na nek način sposoben najti soglasje in da nobena med njimi ne bo agresor. No, realnost gre včasih malo mimo pričakovanj, dobre želje, včasih so tudi težko uresničljive. In tako je v tem primeru Ruska federacija odločitev varnostnega sveta preprečila s svojim vetom. Ampak obstoji mehanizem, da se v takem primeru, ko je varnostni svet blokiran, zadeva prenese v generalno skupščino. Ta o tem razpravlja, s kvalificirano večino sprejme lahko nek sklep, ki pa seveda ni obvezen. Sklep varnostnega sveta je obvezujoč. Generalna skupščina pa da samo priporočilo, ampak tudi priporočilo nekaj velja. In pazite, če generalna skupščina sklene nekaj s tako večino, kot je 2-krat obsodila rusko agresijo, o tem je bilo govora, o agresiji so govorili, zato tudi jaz popolnoma suvereno uporabljam ta termin, samo 4 plus agresor so glasovali proti. Ima to neko zelo, zelo veliko težo. In zdaj pa, nek konec te zgodbe bo. Ampak mislim, in celo vam zaupam, da o tem razmišljam, in celo sem zase za svoje potrebe izoblikoval nek razmislek o tem zelo zapleteno, kako rešiti ta problem. Nekateri elementi tega bodo ustavitev sovražnosti. To je verjetno prvi korak. In ta prvi korak bi verjetno moral biti korak Ruske federacije. Enostransko razglasiti konec sovražnosti. To bi lahko potem spremljal nek dogovor, da se omaknejo na tiste izhodiščne položaje, eni in drugi. Da se zagotovi še naprej spoštovanje suverenosti meja države Ukrajine. Da se mogoče ta država nekako odloči, da bo stalno nevtralna v bodočnosti. Da se morda uresniči neka široka avtonomija na teh spornih območjih, ki bo vključevala tudi reči, kot je recimo drugi uradni jezik, tudi ruščina in podobne zadeve. Ampak zadeve gredo v čisto drugo smer, ne? Rusija je odstopila od dogovora Novi start. Stvari gredo v zelo nevarne vode. Ampak ta dogovor, če bo nekoč bo nek dogovor mora biti, bo zelo kompleksen. To ne bo nekaj enostavno, bo zelo kompleksno, kako uskladiti na nek način vse te interese. Ampak v kontekstu najnega današnjega pogovora ne verjamem pa, nikakor ne mislim, da je prava pot k nekemu dogovoru to, da se pravzaprav dovoli agresorju, da svojo žrtev tako rekoč potisne, prisili v nekaj. To je v nasprotju ne samo z mednarodnim pravom, to je v nasprotju, če hočete, z nekimi temeljnimi principi sedanjega in bodočega svetovnega reda. Če ne, se nam slabo piše. Velika država iz teh ali onih razlogov bo ocenila, posegla mimo mednarodnega prava
Ne vem, koliko je bila, v koliko dokumentih vse, to bi vam lahko naštel 10 minut. Agresija razglašena za zločin po mednarodnem pravu, tudi v našem kazenskem zakoniku. V našem kazenskem zakoniku, mislim, da 103. člen, je agresija zločin. In če se to sprejme, mislim, da gremo v čudne vode in da bojo naši zanamci živeli v precej nevarnem svetu. Morda, če pokomentirava še to odločitev Putina, da odstopi od tega novega starta, kaj to v praksi po vaše pomeni? To pomeni pravzaprav še en za mene zelo nevaren korak. Ne. Te sporazumi so nastali v času hladne vojne, so bili nekateri prolongirani, zagotavljali so pravzaprav neko jedrsko ravnotežje, ker je bilo to ravnotežje, če hočete, strahu jedrskega, nek temelj, kako bi rekel, varnosti in stabilnosti. Ne. Zdaj se te stvari lahko razumejo tudi drugače in se razumejo tudi drugače. Nekateri menijo, da Putin blefira. In pazite, ja, igra poker, partijo pokera, mogoče, ne. Ampak v tistem času, jaz se spomnim kubanske krize, pa potem krize na Bližnjem vzhodu 73. leta, takrat so padale izjave z obeh strani, tudi iz Moskve. Ne bomo prvi uporabili jedrskega orožja. To slišali smo gospoda Medvedjeva ene dvakrat, prvi cilj bo morda London, pa podobne zadeve. Presneta reč, ali je človeštvo prišlo do točke, ko se nekaterim začenja zdeti kar normalno, da bomo mogoče uporabili taktično jedrsko orožje. Ampak če gremo na to pot, gremo na pot, ki pelje v konec, če hočete, naše civilizacije, upam si to reči. In v tem kontekstu, še enkrat povem, kar sem na začetku rekel, razumem skrb slovenskih izobražencev, ampak seveda ne delim pa še zdaleč ne njihovega temeljnega pristopa, žrtev in napadalec naj se zmenta. Ne. Žrtev je žrtev, napadalec je pa napadalec. Gospod Petrič, ker se bliža v koncu najnega pogovora, ki je zelo zanimiv, vendarle dotakniva se še te teme okrog morebitnega slovenskega članstva v varnostnem svetu. Tretjič kandidiramo za nestalno članico. Belorusija naj bi bila naš tekmec iz vzhodne Evrope. Belorusija, ta osamelec, zaveznik Vladimirja Putina, sliši se precej bizarno, da bi to bil naš tekmec za članico v varnostnem svetu. Kakšne možnosti ima Slovenija in kaj bi nam to prineslo? Jaz mislim, da ima Slovenija v tej tekmi dobre možnosti. Če v tem kontekstu, kakršen zdaj je in vlogi, ki jo Belorusija tudi ima, če hočete v kontekstu te agresije v Evropi, mislim, da je to zadeva, ki jo bomo dobili. Postali bomo nestalna članica varnostnega sveta. To je velika odgovornost. Soodločali bomo v varnostnem svetu o vseh najbolj temeljnih in najbolj nevarnih situacijah za mir in varnost v svetu. To je velika reč. Mi smo se v to spustili in to podpiram. Malo bolj sem bil zadržan pred 3-4 leti, ko smo šli s to kandidaturo in potem nismo uspeli. A veste, to je bilo 9 let potem, ko smo bili v varnostnem svetu. V varnostnem svetu je od 193 držav 5 stalnih članic in 10 nestalnih članic. Mi smo bili pred 9 leti takrat, zdaj 15-16 let takrat, in smo kandidirali znova. Veste, vsakih 10 let kandidirajo za nestalne članice varnostnega sveta države, kot je kakšna Indija, kot je kakšna Japonska, kot je kakšna Nemčija, kot je kakšna mogoče Brazilija, Turčija in tako naprej. Mi smo se odločili po 9 letih znova. To je bilo malce, kako naj rečem, optimistično, in nismo uspeli. Tokrat so stvari tudi malce drugače postavljene zaradi mednarodne situacije in mislim, da bomo uspeli in to bo velika čast, predvsem pa velika odgovornost. In ko smo mi takrat pred leti bili prvič v varnostnem svetu, to je bil sijajen uspeh naše diplomacije. Presneta reč, po parih letih neodvisnosti Slovenija, vsi, ki se ukvarjajo z diplomacijo, so naenkrat vedeli, da je Slovenija Slovaška pa Slovaška in tako naprej.
To je bilo za vse večne čase razjasnjeno. Imeli smo priznanje nestalna članica Varnostnega sveta. Kajti za to kandidaturo je potrebno tudi, da je država, kako ne rečem, odlična, kar se tiče njenih prizadevanj za mir in varnost v svetu. Ampak bilo je takrat še nekaj, to vem iz lastne izkušnje. Bili smo, in ko si v varnostnem svetu, si včasih med tnalom in nakovalom. Vsak teden sta prišla k meni, ker sem za to zadevo odgovarjal tle v ministrstvu, izvajala je pa našo politiko sijajno. Naša misija takrat v New Yorku, slovenska diplomacija je iskala obisk ameriškega ali pa ruskega veleposlanika. Z željo, z vprašanjem, s poizkusom vplivanja, kako bomo mi glasovali v varnostnem svetu. Prav veliko jih ni zanimalo, kako mi razmišljamo. Tudi to, ampak manj. Predvsem jih je zanimal naš glas. In ko si v varnostnem svetu, si tudi izpostavljen situacijam, ko so med tnalom in nakovalom. No, zdaj je situacija lažja. Zakaj? Zdaj smo članica EU in vemo približno, kam bodo naši koraki šli. Smo članica NATO, tako da zdaj je, nekako bi rekel, malo manj možnosti, da te kdo nagovarja, glasujte za nas, pa glasujte za ne in tako naprej. Ampak zame je bila to takrat ena velika izkušnja, tako velika, kot je bila moja izkušnja, ko sem bil veleposlanik v Indiji, še v času prejšnje države, in smo predsedovali v gibanju neuvrščenosti, bila je pa prva zalivska vojna. To je bila velika izkušnja. Indijci so bili naš glavni partner, pa hkrati konkurent, pa malo drugače so gledali na tisto prvo vojno zalivsko od nas. Morda čisto za konec še eno kratko vprašanje, bolj politične narave, vendarle ne. Vi ste bili svetovalec zdaj že bivšega predsednika Republike Boruta Pahorja. Govorilo se je, tudi sam se je ponujal, da bi pomagal tukaj pri lobiranju za to mesto. Vlada mislim, da tega ni sprejela, bi morala. Bi lahko Borut Pahor tukaj prispeval s svojim vplivom. In po drugi strani, kje ga zdaj vidite, vašega nekdanjega sodelavca, da tako rečeva, nastaja neka nova platforma, se bo se tudi vi pridružili, če se bo gospod Pahor? Glejte, jaz gospoda Pahorja zelo cenim, še iz časov, ko je bil študent, ki je pri meni diplomiral. Zelo bister je bil, celo sem najdel takrat za njega neko štipendijo na eni ameriški univerzi, pa ko se je potem odločil, se je prav odločil, se je naredil sijajno kariero za delovanje v domačem političnem kontekstu. Zdaj, mislim, da če je vlada se odločila, če je on to ponudil, da bi sodeloval in tako naprej, po mojem mnenju se ni pametno odločila. To je gotovo. Ampak mislim, da je bila to ena enkratna odločitev. Prepričan sem, da bo gospod Pahor tudi z to vlado, pa tudi katerokoli, ki bo za njo prišla, vedno pripravljen sodelovati. Sej, če kaj njega vodi, to si upam zatrditi z vso odgovornostjo, je vendarle neko prizadevanje za skupni interes te naše države, za nekakšno naše normalno sobivanje in tako naprej. Kaj več o tem pa skoraj da ne vem, če lahko rečem. Profesor dr. Ernest Petrič, hvala za obisk na Domovini in za ta izjemno zanimiva razmišljanja. Hvala lepa za vabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost. To je bilo vse o vroči temi za nocoj. Spet smo skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera in lahko noč.